So moje knjige. Ja. O! To je te nov Godlerjev telefon. Štartamo. Dajmo štartati. Najprej hvala, da ste se zbrali v tako velikem številu. Tudi tam sem videl so cele kolone, sam še niso prišle do sem, če lahko dodatne stole dodamo. Dobrodošli na, recimo temu, polemiki. Povej mi, kaj bereš in povem ti, da te knjige ne poznam. Mi smo se hoteli zbrati in deliti z vami nekaj svojih misli o novi dobi, o branju, o novih medijih, o podcastih in tako naprej in tako dalje. Z nami je odličen avtor, prevajalec, kot si sam pravi, krotilec črk, tudi izjemen stand-up komik, nekdaj reper in recimo temu izjemen erudit, Boštjan Gorenc Pižama. In Anže Tomič. Prva stvar, o kateri bomo spregovorili, je sledeča. V današnjih časih velja geslo, oziroma nekdaj je veljalo geslo, povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si. Danes pa človek reče, povej mi, kaj bereš in ti povem ti, da te knjige ne poznam. Kako je po eni strani, da smo očitno še vedno veliki bralci, po drugi strani pa se pritožujemo, da branje med mladimi sploh upada. Anže, izvoli. Jaz bi predvsem rekel, da imamo mi trije srečo, da tle ni vstopnine. Če ne bi nas ven nesel že zdajle. Zakaj to ni tvoj list? Gledaš, da neke zapiske gledaš. To je list od prej. Po tvojem mnenju? Zakaj mislimo, da, ne vem, jaz zelo malo berem in mi je kar malo... Mislim, knjige zelo malo berem in mi je bilo, ne vem, zakaj sem tle, po pravici povedan. Predvsem mi je bilo smešen, ker sem not prišel, je bil tam en mini oder in je gor sedel, ne vem s kom, super pisateljem, verjamem, Aljoša Harlamov, ki je baje, tako mi ljudje pravijo, resen urednik in publicist in to, ali pisatelj, ne, kaj je napisal? Urednik, tudi pisatelj. Tudi pisatelj, ampak pri njemu so 3 ljudje sedeli. Vi pa kle sedite in to je moj odgovor, Jure. Upam, ja, da sem... Pač kar hoče reči je, da vsebina pa občinstvo je obratno sorazmerno. Ne, moje vprašanje je bilo, ki sem ga hotel res dejansko izpostaviti, je to, kako se lahko pritožujemo, da ne beremo dovolj, po drugi strani pa vsak podcast, ki danes obstaja, priporoča neko knjigo, oziroma vsi neki berejo. V čem tiči ta maček? Mislim, da si ti hotel povabiti 20 podcasta obodsem, ne? Da je trebala ta, če povem originalni citat, what we have here is a failure to communicate. Ne? Ampak ja, dejansko, izbire je preveč, ne? Izbire je preveč, kar je dobro, ne? Ampak potem pa pridejo vmes neke kriminalke, ne? In pa se človek vpraša, a je to tudi še dobro? Ja. Pa veš, koliko je recimo šrota med to ponudbo? Recimo, ni v vse zadnjih dobro. letih vsaj 3 knjige. Ja. Recimo. Pa zdaj v redu, ker ni več pandemije, ker gre ljudje lahko ven, a veš, lani so bili notri, so morali to brati. Jaz imam eno vprašanje zate, če lahko. Ja, prosim. Kdo jih je res napisal? Pač koga si plačal? A zdaj smo šli na moje knjige. Ja. Ja. Koliko si ga plačal? Koliko si ga podplačal, bodimo iskreni? Ja. Ne? In kdo je zares napisal 3 knjige? Ker ti zdaj lahko okoli hodaš in govoriš, da si pisatelj, kar je kar narobe. Ne, to si ne bi nikoli rekel. Rečem, pa si avtor. To je velika razlika. Če ti rečeš pisatelj, vidiš enega trpečega človeka za mizo, sirovo skorjo, s kozarcem vode, deževnice, kako piše tam z svinčnikom, ki ga z nožem šili. Avtor ima pa plastenko vode. Avtor ima plastenko. Čeprav jaz bi prej rekel, da če rečemo ljudem, da zaprejo oči, pa si predstavljajo pisatla. Ja, je to. Od nas 3, katero opravo bi si predstavljali
Pisatelja ali avtorja? Pisatla. To si ti. Ti bi bil tak Milan Kleč stil, veš. Kaj pa on pol? On je pa Jože Hudeček. Veš, on je pa ki pride pol do tebe s tem dolgim mikrofonom in ima zate intervju za TV Dnevnik. On je kulturno uredništvo, novinar. Leta 62 boš Leta rekel. 62, ja. Ja, okay. In kaj bere največji podcast Sultan dan danes? Če smo se že dotaknili podcastov. To je zdaj, kar smo se zmenili, ampak zdaj tvojo knjigo berem. Ja. Res? Moram reči, da jaz sem toliko na Kindle navajen, to je, vem, da je napačen prostor, da to razlagam. Ampak jaz sem res toliko na Kindle navajen, da mi grejo toliko na živce te fizične knjige, ko padati iz rok, pa lučke mi grozenje. Res, prav obolevam. Predvsem bi bilo fino povedati, da ti fizične knjige sovražiš zaradi tvoje zelo specifične poškodbe pri košarki, ki ti je onemogoča, da bi z enim prstom listal. Ja, to prevelike prste imam, to je dejstvo. Ampak dejansko tvojo knjigo berem. Ja. Tako da to... Odlična izbira, odlična. To The Jury's Out. Ne, drugače pa nazadnje sem bral, to kar koga zanima, eno knjigo od mojega najljubšega stand-up komika. Stuart Lee iz Anglije. Eno knjigo je 10 let nazaj napisal in sem jo bral. No, povem ti, da te knjige ne poznam. Okay, naredo. Ja. Pižanc, kaj pa ti bereš? Neslužbeno. Jaz pa teh knjig ne berem, ker me Godler še ni dal. Wink, wink, nudge, nudge, hint, hint. Jaz sem leto, ne vem, če tako gledam, zdaj sem trenutno bral ful poglobljeno 20.000 mil pod morjem, ker pišem spremno besedo, ki bi mogel dati že prejšnji teden in mislim, da me vratal jutr. Sicer pa jaz sem tako letos... Čak, Žil Vern. Ja, Žil Vern. To sem ga prebral. In izpadel si. To sem res prebral, 100 let nazaj. Ja, zdaj bo nov prevod. Res? Okay. Ne, nisem je ne obvladal to francoščine, mene so prosili za spremno besedo. Ne, drugače pa jaz recimo letos prav tako sem razmišljal, koliko je enega tega branja, ki si vzameš nekakšne broširane knjige v knjigarni, pogledaš ali pa isto prav to na Kindlu. Ne, in letos sem načrtno, letos hočem, da je 3/4 knjig, ki jih bom recimo čez poletje prebral, da je slovenskih. No, in mi je kar uspelo in sem ful užival v kar enih zadevah, ne vem, zdaj, če smem malo reklame narediti, v petek imam tle pogovor z Jedrt Maležič, imamo Križci Krožci, ful me je recimo od Tine Vrščaj na Klancu, ful nekih mladinskih knjig tudi prebral, super, od tako, zelo široko. Ena mi je bila zelo všeč od Borisa Kolarja, Potopimo Islandijo. Povem ti, kaj berem in poveš mi, da... Te knjige ne poznam. Ne, je super. Jaz bi tako rekel, da to je knjiga pač to so Butalci, ampak model je bil toliko cool, da so Butalci v resnici Nizozemci. Okay. Ne, tako ni naredil Slovencev za Butalce. Ne, in je... zelo lušten, tak pasalinovski humor, pa sicer pa mislim, da tako v zadnjih, če zdaj gledam, 5 letih, bom rekel, me je pa najbolj navdušil Mart Lenardič z Bojem v požiralniku, z eno tako zbirko zelo pretegnenih kratkih zgodb, ki slogovno segajo od A do Ž, ki imaš zelo veliko neke metafikcije, prebijanja četrte stene in je pač tako, meni pisana na kožo, ampak 3/4 ljudem, ki sem jo pa dal za prebrati, so bili pa kaj je s tabo, ne, ti nisi normalen, jaz sem pa tako 3-krat na stran se krohotal na glas, iskreno. Kaj pa ti bereš? Kaj jaz berem? Ko gledamo te knjige, vidimo, da za sabo ne. Drugače jih kupite, ful so fajn. Ful so dobre. Tak dober joke bi mogel za na konc šparati, ampak okej. Ga ne bi, kad mi ga ti prej ukradel. Ja. Jaz pa moram reči, da sem se poleti šokiral sam sebe, ker sem prvič v življenju začel brati Agato Kristi v slovenščini. In sem bil šokiran, kako lažje je kot v angleščini brati. Ker v angleščini so me vedno te liki njeni, ogromne količine likov, ki jih ima, vedno jih je, ne vem, 10 plus, so me vedno zmerili, pa v slovenščini gre pa to vse lažje, pa ne vem zakaj. Mogoče zato, ker je moj materni jezik slovenščina. A je? Ja. A si prepričan? Si prepričan?
Ampak moram reči, da sem izjemno užival zdaj v Zavesi. Kaj v Zavesi? Si bral v Zavesi? Ne, to je roman. Okay. To je v Harry Potterju, ki pade vzad skozi. Čakaj, naslov romana je v Zavesi. Ja, to je Poirotjev poslednji primer. Kaj so ga pod tušem? Ne, to je, mišljeno je kot zastor. Aha, zakaj pa zastor, zakaj ni zastor? Ja, original naslov je Curtain. Aha. Ni The Curtain, ampak je ne. Prevod je mal zgrešen, ni zavesa, je bolj zastor. Ampak neverjetno zabavno branje. Tudi skrivnostne ure, The Clocks. The Clocks pa skrivnostne ure. Driblerja pod košem varianta naslova. Ta še je slovenski prevod, skrivnostne ure. Tako da zdaj berem to. A si gledal te nove filme, ko je Poirot od Kennetha Branagha? Sem, ja. Si? Ja. In? Ni mi všeč, tako kot mi niso bili všeč, recimo... Zdaj še rekel od BBC, a ti ni bilo všeč? BBC ni nikoli delal Poirotja, ITV. ITV je bil? Okay. Ja. In lahko bi tudi razširil, povej mi serijo, pa povem ti, da te serije, da produkcije ne poznam. Je pa delal BBC Miss Marple v 80-ih. Okay. Ja. Nista ti všeč filma? Okay. Ne, ta novi filmi mi niso všeč, tako kot mi niso bili všeč, recimo filmi, to so remake starih filmov iz 70-ih z Albertom Finneyom ali pa z Ustinovom. Seveda. S Petrom Ustinovom. To so praznični družinski filmi za familije na silo zvleči v kina in jim spul denar. Ne to dela. In jim da tisto zabavo kvazi. Kako pa pol ti pulaš denar od ljudi? Kakšne so pa tvoje taktike? To je prosto na izbiro. To je ozadje tagline, ki ga prebereš, ki te potegne in... Denar gre kar sam z denarnice. To je noro. Oprosti, pri knjigi je najtežje napisati to, kar na zadnji strani piše. Zakaj? Zaradi tega, ker je vsebina tako bogata in prepletena in je težko zreducirati v tako kratko. In zato tega ne narediš sam, zato prosiš nekoga, da to naredi, zato ker pošteka, kjer dva sta edina normalna stavka v knjig, ki se jih splača izpostaviti. Miš, da mi rata koga prepriča, da knjigo prebere. Ne. No, to ni enostavno. Meni je všeč tudi ime, ne, ta Spencer S. Spencer, ne, ja. To je zelo, tako, se sliši zelo podobno, kar narediš po 4 straneh branja. Veš, kaj mene nervira? Roast. Zdaj imamo vse 3, pa ena, mislim, da je ena malo nižja. Ne. Ne, res ne? Ne. A so vse isto velike? Ne. Aha, to sem jaz doma. In vi verjamete temu človeku? A ja, ne, zato ker ni ena nižja, ampak sta 2 nižji. No, okay, ena je višja. Kaj pa to? Ja, kaj pa to? Ja, ne, povej zdaj. Ja, ne, kaj imam zapovedati, pač format se spreminja. Tako kot življenje. Življenje je fluks, Tomič. Življenje teče. Po teh knjigah je življenje refluks, no. Jaz si predstavljam, da obstaja 6 ljudi, ki imajo vse 3, kupili so jih. 6. A veš, kaj naredi? In jaz si predstavljam, za uno tretjo so vzeli pilco in so noter v polico izpilali v dolbino, tako da po vrhu, ko gledaš, je cool. Ne, Boštjan, a se ne boš strinjal z menoj, da je najtežji del knjige zadnja stran? Ne, najtežja stvar pri knjigi je začeti jo. Ne. Najtežja stvar je začeti. Jaz bi rekel kot pisatelj, najtežja stvar pri knjigi knjigo napisati. Tako rekel. Ja, ampak če znaš pisati, gre, ful lažje. Če smem pripomniti, nekoč smo imeli podcast Opazovalnica, je kdo poslušal? 2, 3, 4. Kot se spominjaš, sva se nekoč pogovarjala o kriminalnem žanru, ki je zelo na uporastu dan danes. A je? Ja. Mislim, ne, pa to niso kriminalke. Niso kriminalke. Ne, to so avanturistični romani. To je tako kot Tarantino, to je vsi žanri v enem. Jaz ne maram se osredotočiti na en posamezen žanr. Slovenski Tarantino. Ne, pač to je ta slog. A veš, če gledaš Tarantinove filme, je ogromno žanrov strnjenih, kot ena strnjenka žanrska, v eno celoto. Tisti je strjenka. No. In ko smo pogovorila o kriminalnem žanru, si ti takrat omenil, da ti je zelo všeč John le Carré. Ja, zelo. Zakaj? A to, zdaj res sem pogovoril o knjigah, ker to sem bral. Kaj pa si bral od njega? To je nedavno preminuli pisatelj. Povej mi en naslov. Kaj je? Smiley's People. In povem ti, da te knjige ne poznam. Ena točka zame, trenutno vodam.
Od njega sem prebral vse, kar je Smiley, no? Ta George Smiley, njegov lik, vse, pa ta film, to sem tudi že stokrat rekel, ker je res fajn film. To je eno od onih filmov, ki sem ga jaz zdaj že res prevečkrat videl, ta Tinker Tailor Soldier Spy, ta najnovejši. Gary Oldman. Izjemen film. In ja, on ima res, pa, jaz ne vem zakaj, jaz teh v bistvu neki vohuni, pa to nisem bral prej, tudi Jamesa Bonda ne. A pa tle v tem filmu Gary Oldman pade za zaveso tako kot v Harryju Potterju? Ali? Ne. Tle plava tam neko v Londonu, jezeru, ali neka gabna scena je, so se eno glavnem. Jaz tega nikoli nisem rekel, to mi je bilo res dobro, to, da sem dejansko, sem si pač na Kindlu vse in jih prebral. No. Se pravi, si eden tistih ljudi, ki jim je bolj všeč ta, bi rekel, političen žanr, ker John le Carré je zelo političen pisatelj, v primerjavi z enim Flemingom, ne? Ja. A je? A ni Fleming, saj Fleming tudi se Rusov ne mara, James Bond, pa tako. Ja, ampak po drugi strani je John le Carré je bil dejanski vohun, medtem ko Ian Fleming ni bil. Delo je v mornarici, v obveščevalni, ampak to je bilo človek gleda na tiste čase vojne drugače. To je drugače, kot recimo je bilo vohunsko po hladni vojni, ne, vohunstvo. A bi ti bil vohun? Laki razmišljal, ne, moraš reči ne, sem ne moraš. Ne, kar dajmo, recimo, da si vohun. In da moraš, da moraš komisiji za Prešernovo nagrado podtakniti svoj zadnji roman. Da ga bodo prebrali in jih bojo doživeli razsvetljenje. Mogoče zaradi tega, ker bo priložen kloroform ali kaj podobnega, ne? Kako bi to storil? Recimo, kako bi se ti vohunsko pritihotapil v hišo člana komisije za Prešernovo nagrado? A niso Prešernove nagrade bolj za življenjsko delo? Ne, so tudi sproti. Ta velika je za življenjsko delo. A ja, ti nisi še nehal pisati, ti še delal. Ja, to so nadaljevanje, a vidiš... Kaj bi ti dali življenjsko, kaj pa ponovatelj del upajo? A veš, koliko je barov v Maurici? Veš, to je zelena, modra, rdeča. Samo ena je višja. Ena je višja, ja, format je drug, pač smo rekli. Ja, se zato, kaj je Maurica, veš? Ne, jaz mislim, da nisem. To so ljudje, ki imajo šekspirijanske ideje za Prešernova, a ni tako? Kjer nagrado bi pa rad dobil, recimo? Pa nisem jaz za nagrado. Tudi če tuje vzamemo, vse nagrade, za katere veš, tudi če niso za knjigo, kjer nagrado si Jure Godler želi? Je unok ima največji znesek zraven. Ja, normalno. Kaj te zanima nagrada? Ne, jaz nisem človek za nagrade. Za koga pol pišeš, če ne za nagrade? Za ljudi, da se zabavajo. Ampak če se ne zabavajo, kaj pa pol? Pa nehajo brati. V čem je problem? Jaz ga ne vidim. Ne, ampak zdaj pa res, zdaj si tri si že, jaz še zdaj mislim, da jim pomaga, ampak recimo napisal, koliko jih mišljaš napisati? Zbirka Spencer in Novak jih bo zikar še na 10. To vem. Mislim, toliko sem planiral. Zdaj, a to je... Resno. To si planiral? Ja, ker mislim, da če poznaš Series of Unfortunate Events. Ja, filme. Ne, knjige. Tudi verjamem. Lemony Snicket, recimo. Ja, Jim Carrey. Neil Patrick Harris. Kaj? Neil Patrick Harris. Ne, Jim Carrey ga igra. Ne, Neil Patrick Harris je pa na Netflixu. A ja? Serija in film obstaja. Serija in film. Evo, tukaj je en connoisseur. 10, še 10, 13 torej. Ja, ali pa 11, se ne vem. Zaradi tega, ker rad imam long story arcs. Aha. Daj mi ti sam povej, Jure, kako se ti, veš kaj me je zmezno, kako se ti odločaš, ne, zdaj, koliko nekih ekstra, bi rekel, humornih vložkov not dodajati, zato da, recimo, kad ti na to osnovno dajo, ker mogoče niso toliko nujni, ampak kad ti naredijo žmok. Recimo, jaz se ful spomnim tega iz unga prizora, ki ga molzaš in je na koncu že kaj pač toliko časa iz prve knjige, ki pridejo na dom, ne, in ki ga vsi pretepajo. Ne, ki se vsi znaša, ker res začne se z neko bizarnostjo in se pravi, koliko je pravzaprav tebi važen to, da je čim več teh nekih, bi rekel, humornih vložkov in da je itak pač ta zgodba potem nekako za ozadje oziroma itak parodira določene stvari. To je zelo dobro vprašanje, Boštjan, in vprašanje, ki mi
Vprašanje, ki mi povzroča ogromno sivih las, kar se tudi vidi. Ker je res, da ko človek postavlja tisto osnovno zgodbo, jaz recimo, ko pišem knjige, napišem najprej en osnovni sinopsis, najprej zelo kratek, po poglavjih. Poglavje napišem zelo zgodaj, jih poimenujem in napišem z 1 do 2 stavkov, kaj se bo v vsakem... A pa to daš na random naslove poglavij, pa pol pišeš ali... Ne. Ne pišeš osnutek poglavja, pa pol daš naslov. Tako. Ker drugače bi bilo ful hudo, kako se ti vse poklapa. Ja, tako kot bi rekel, pišem besede in pol kar naenkrat je roman, ki ima smisel. Ne, ni tako. In potem, ko imam to narejen, v tistih momentih, ko čutim, da dramski lok mal pade, tam pa rešim potem za kakšno absurdno, nadrealistično humorno situacijo. Jaz mislim, da je to edina prava pot. Gremo lagati ljudem, pa da je to res. Se pravi, koliko cajta se pa pripravi? Koliko bi ti bilo lažje pisati, ker pač ti si Flamingov fan. Koliko ti bi bilo lažje pisati, če bi bil mogoče pa romanje, ker vsi vemo, da knjige o Jamesu, filmi o Jamesu Bondu so dostakrat pravzaprav pač vzamejo naslov in naredijo zgodbo čisto skupaj. Če bi bili pač fani Jamesa Bonda, isti kot so fani od Gospodarja prstanov, bi pač Daniel Craig bil že 10-krat brez vsega, pa vsi upleteni. Koliko bi ti bilo lažje, če bi lahko na te romane, ki te ful pomenijo, da bi lažje jih parodiral, da bi lažje vzel za osnovo, če bi bili bolj znani med slovenskim bralstvom? Jaz mislim, da mi ne bi čist nič pomagalo v tem primeru, zaradi tega, ker ogromno situacij, iz katerih črpam tukaj... So se tebi zgodile? So se meni zgodile, seveda, v prvem romanu Casino Banal sploh, ampak ne parodiram toliko stila Bondov pa Fleminga kot recimo na splošno vohunski žanr, kakršen je viden v Austin Powers ali pa v Johnny English recimo in tako naprej in tako dalje. Se mi pa zdi seveda kruto, da je Bond filmski tako drugačen od Bonda v romanih. To se mi zdi grozljivo, ker mislim, da po You Only Live Twice ni bil več noben film narejen po knjigi. Veš, kaj se pa meni zdi kruto? Da mora Daniel Craig igrati Bonda, da ga je mogel igrati, ker bi lahko vmes 3 druge Knives Out filme posnel. Kakšen se vam pa zdi tale žanr, recimo Knives Out? Meni je hud. Meni super. Je? Ja. Tebi ni, ne? Gosford Park tudi? Gosford Park je super. Jaz se drugačno če gledamo, ne vem, recimo ravno ta kriminalni žanr. Meni en ljubših avtorjev je Chris Brookmeyer, en škotski pisatelj, ki je dejansko tako pač zelo cinično zna pisati o nekih pač ne bi rekel, škotskih zadevah. Zelo humoren je, obvlada tudi sploh, mislim, da je zdaj imel prepor v zadnjih 5-6 letih spet s tem Jackom Parlabaynom, ki ga je pripeljal in super piše like, tako moške kot ženske, ki jih ima recimo kot glavni lik, ampak skozi je ta humor nekak, pač ne meni se nekaj spomnil, da pač tako njegova ena ful absurdna knjiga je bila The Sacred Art of Stealing, kjer imaš pač kriminalce, združbo kriminalcev, ki so dadaisti in pol oblečeni v pantomimike, ropajo banke in pač tako, se mi zdi meni tako ful všečno, pač po vsakmu žanru, ki ga berem, je nekako ful všeč tako, da je nek humor zraven, da ga najdeš, da je nekaj še čez. Multižanrsko delo, ne? Ja. Multižanrsko delo. Koliko časa si rabo za ta zadnjo? Tako res, koliko ti? Ja, kar dlje za tole, ker sem mogel kontaktirati priznanega slovenskega nuklearnega fizika, da mi je pomagal pri... Celo Lukas Noj, se lahko rečeš ime. Ja, no, pa mogoče ne bi znal, ne bi hotel biti javno znan. Mislim, izpostavljen, ker nisem vedel nič, ker v knjiga obdeluje napad na nuklearno elektrarno Krško in so stvari, ki jih moraš vedeti pri takšnem podvigu, ne? In ti jih lahko pove samo... Sam povej mi, sam reč mi, da si na neki točki naredil tisto zimzeleno, a Krško, to je bolj krhko. Ne, to pa nisem. Ker če nisi... Bom dopisal. Moraš še eno nadaljevanje narediti, kaj se tam dogaja. No, zdaj pa vas takole vprašam. Krško, bolj sevnica. Ok. Zdaj pa vas takole vprašam. Kam je šel žanr detektivke, Anže?
kam je šel? Ja. Jaz mislim, da nikoli ni zares odšel, Jure. Jaz mislim, da imamo danes poplavo enih romanov, v katerih je več kot jasno. Umor, detektiv, raziskovalec, osumljenci. Nazadnje je bilo to v mojem slovarju detektivka. Zakaj je to ratala kriminalka? Boštjan? Zato, ker se bolj prodaja, ne vem, ne vem, pač mislim, da se je premešal, ne vem, mogoče tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da danes tako kot detektivov je ful manj kot kriminalcev, ne, in pol ti lažje zdrsne z jezika detektivka, kriminalka. Tudi kriminalka gre brez zapora, detektivka, imaš toliko teh plozivov tle, namatraš se. Pač ljudje težimo k temu, da smo čim bolj lagodni, če smem citirati svojo profesorico fonetike, ne, in pač poenostavljamo stvari, poenostavljamo. Zakaj bi govorili, zakaj bi se matrali, če lahko lažje izgovorimo kakšno stvar, ne? Na kaj zdaj pišeš? Probi po 6 viskih reči detektivka ali pa kriminalka. Boš videl, kaj gre lažje. Po 6 on, z lahkoto No, oboje. vem, ampak če bi en avtor slovenski zdaj napisal eno tako imenovano... Zato, ker ni več, kriminalisti so. Ja. Okay. Mislim, da je to najboljši odgovor. No, ampak če napiše danes en tako imenovan locked room mystery, Ja. a bomo rekli, to je kriminalka, je detektivka? Ja, ker kriminalist pride, to je dosti res. Rekli bomo predvsem, zakaj signal ni delal, a ne? Ja. Meni je to pravzaprav, koliko je in ta detektivski kriminal, žal vse pač, koliko so ga te sodobne tehnologije skvarile. Oziroma po svoje dobro, ker zdaj se morajo res nekako spraviti k temu avtorji in avtorice pač, da iščejo kako, ne, kako pravzaprav to... Ja, kako ni signala. Kako to povezanost. Ne vem, ja, zdaj je že Chris Brookmeyer je imel Cliff House, ta zadnja, ki sem jo bral, se dogaja, ko grejo pač na dekliščino, ki je pač na nek škotski otok, nek samoten, kjer je pač glih to fora, da pač si stran, pa vse, ampak itak pol nekdo pride in jim še dodatno pač signal, ne, ja, zmeša in vse, ne, pač, koliko enega dodatnega dela morajo zdaj imeti, kot prej, ne, prej bilo, kje je bil, ne vem, a ga je kdo opazil, ne vem, zdaj imaš kamero itak na vsakem koraku, zdaj. Kakšne se vam zdijo nadaljevalne serije klasičnih pisateljev? Mislim, velikih mojstrov iz preteklosti, kot je Agatha Christie, Sherlock Holmes, Ian Fleming, konc koncev tudi. A misliš, kot v zdaj te nove iteracije znotraj? Sophie Hannah, recimo, ki piše nadaljevalne romane Agathe Christie. Jaz priznam, da tega nisem bral. Točka zame. Dobro, da je tak naslov. Meni je weird, da vzameš, pač tako, kar Hollywood dela, ko vzamejo pač nek property iz preteklosti in potem, zdaj pa ti. Je pa res, da zdaj s Pižancem gledava Hitre in drzne, tako da ne vem, če... Kar je, veš, tam tudi vsakič 27 novih ljudi pripelje. A si gledal, kdaj te Hitre in drzne? Ne. Slabo. To je pa kar slabo. Bi pričakoval, avtomobili so... Ne. Dej povej, na kaj pišeš zdaj. Ker ti si ta pacient, ki je pisal na neke... skoraj digitalne stroje, pa to na kaj pišeš zdaj? Dobro, če hočeš načeti to temo, pa jo dajmo. Časa je še. Jaz sem pri sebi opazil eno stvar in sicer, po moje se bo Boštjan z menoj tle strinjal. Če se ti spraviš pisati kreativni tekst, se pravi besedilo, oblikovanje besedila, je postopek pri možganih drugačen, če si se usedel za računalnik, če si se usedel za pisalni stroj ali pa če si se usedel za list papirja in svinčnik. Zakaj? Če se usedeš za računalnik, začneš, ne vem, Peter je prišel v sobo, pika. Ne, pobrišeš. Nisi veliko truda dal v to, da si se spomnil, Peter je stopil v sobo. In zato ti klesaš prvo poglavje. Ne, klesam. Jaz ti hočem samo povedati, če se usedeš za pisalni stroj, pa rečeš, Peter je stopil v sobo. Ne, mogoče pa to ni najbolj. Peter je prijel za kljuko in, a veš, kaj hočeš povedati? Ti si mojster, to je... Govorim o permutacijah.
govorim... Ko imaš pa pero v roki. A si ti plačal na besedo? Peter je položil dlan spodnjo stranjo navzdol na jekleni izdanjek, ki je molel iz vrat, ki so vodila v kuhinjo in jih pritisnil silo 6 kilonewtonov, da so se... O tem ti govorim. Triptih Agate Schwarzkobler bi ti pisal v glavnem. No, recimo. In to je tudi že rekel Anthony Burgess, veliki mojster, da je popolnoma drugačen princip za možgane in koncentracija je veliko večja, če pišeš recimo na nekaj, kar ne boš z lahkoto pobrisal. Okay. Prej si rekel, da jih bo še 10. Ne? Ja. A to imaš nekje napisan, kam približno bi šlo, za naslednje 2, samo za naslednjo? A ja, dejansko? Ja, to pa ja. Ja, ti si pa tako kot Marvel Cinematic Universe. Bomo zdaj imeli predstavitev, kaj pride 2024, 2026. Ne, to Spencer, tokrat prvič poskusiš marnico. Ne, toliko ne. Jaz hočem ti samo povedati, probi napisati enkrat mail najprej na papir, pa ga prepiš. Pa boš videl. Sam verjetno tega časa nimaš. Pa tako, dejansko se bo vse v Sloveniji dogajalo, ali bo na koncu Spencer, Wakanda Forever? A nisi rekel, da bereš to? V smislu, da ona dva, da bojo, slabo sem se izrazil, ne da se pri nas dogaja. Hotel sem reči sam, kako jih 10 splaniraš, brez da ne rata nekaj, kar nima več veze s prvo knjigo. Veš, kaj hočem reči, da bo... Se dejansko nima. A ja, to bo, človek, kaj bo, se kloniral, pa bo... Ne, to je živa stvar, nesmrten postane. Pajk ga ugrizne. To je živa stvar. Na kateri točki gre v rehab? V kateri knjigi greš ta v rehab? Veš, koliko so bili sitcomi, pa kdaj Nezemljani pridejo? Ne, Nezemljani ne bojo. Pa ena bo, ki se dogaja v neki kabini za Božič, to moraš napisati. Spencer pa Novak, uskovanca. Christmas special. Ja, Christmas special. Na veliki planini. Ena bo, ki se Spencer na koncu reče, sam sanal se mi je. Pol celebrity, ena mora biti tako pižama, uleti. Pa je tako Spencer, pižama, ti pa pišeš knjige. Je to znani slovenski mladinski in otroški pisatelj, ki je ravnokar bil nominiran za nagrado za najlepšo slovensko slikanico. A si bil nominiran? Ja. A si zadev? Jaz sem tudi nominiran. Čestitke vseeno za nominacijo. Daj mi ti meni nekaj drugega povej. Sem Čuk, ne, je tale, kaj je... A te Jože potrebuješ kaj klicev za procente? Ne, ni še. Ma si ti vedel, da Čuk je v bistvu šefe sove, da sta to obe ptice? Ja, se to je bil to si dobro opazil, že. Boštjan, hotel sem te... Sorry, jaz sem vas kisik zdaj. Hotel sem še tebe vprašati glede tvojega ustvarjalnega procesa. Ali je kaj podoben mojem? Ne, jaz sem zelo človek računalnika. Zdaj odvisno recimo stripe, ki jih delam, stripe pišem na roko. Stripe zmeri pišem na roko, čeprav pol jih predelaš, ne vem, sploh za te daljše scenarije itak pretipkaš. Pa meni tako, pri stripih mi je ful zanimivo to, jaz res nisem človek, ki bi bil vizualno močen. Ne, se pravi, ne mislim, da nisem lep, ampak... Lahko si se ga dotaknil. On ima to najrajše. Jaz nima teh vizualnih predstav. Meni reče, da si ti predstavili neko krog, ni, nič. Ampak recimo, ko pišem stripe, pa totalno ful vidim te neke kadre, kako bi jih lahko, ne. In recimo to pač strip si zmeri izrišem prej. Vsaj na približen potem tekst. Kar se pa tiče proze pa računalnik, priznam, jaz sem zelo tak, zdaj sem delal krajše bolj, formate nekako, jaz sem tak, da ful rabim prej enega predprodukcijskega časa, kjer nekako si poglav predstavljam, kaj bi lahko kdo naredil, kam gremo, bi tle lahko neki twist naredil, ne vem, recimo, zdaj, ko spravljam se, ko moram naslednji mesec spisati neko otroško knjigo, pa sem vedel toliko prej že ne par mesecev imam se mi neki prizori rišejo, pa si pa zapišem kakšne ideje, pa to. In pa, ko se tega nabere, pa za računalnik in jaz sem zelo vesel, da lahko popravljam, pa zmeri prav tako, a se to tebi kdaj zgodi,
da neko stvar jo čist tako not daš, sploh nekaj daš noter, kar ti je, ne vem, na začetku, kar ti se ali fino sliša, neka taka obstranska fora in pa na koncu recimo pogruntaš, kako nekaj, kar nisi imel načrta, ampak kako ti vse nekako lahko, da zvežeš neke niti na koncu, kako lahko porabiš ene stvari, ki jih sploh nisi prej mislil, ampak so not. Točno vem, o čem govoriš. Meni to drugače ni všeč, če se mi zgodi, zaradi tega, ker imam zelo razpisan cel sinopsis. Po tistem, kar napišem za vsako poglavje v enem stavku ali par, napišem za vsako poglavje na par strani. Tako da v bistvu samo še dialogi mi manjkajo. In če se mi zgodi nekaj takšnega, da pri enem, ko že pišem knjigo, pa dobim eno hudo idejo pri 3. ali pa pri 4. poglavju, mi podre vse največkrat do konca, kar sem imel naprej pripravljeno. In moram še enkrat vse pisati. Tako da to ni dobrodošlo. Pa je pa odvisno, koliko je dobra ideja, oziroma koliko se mi zdi vredna. Ali pa pač češ, to bo 13. knjiga o Spencerju. Ja, damo na stran. Ne, Ena bi bila lahko samo več poglavja, ki jih nisi uporabil, Klipšal. Kaj bi lahko naredil, tega pa za odrasle ne vem, če je koliko je bil časovni stroj. To sem pa jaz tako rad bral. Da bi to naredil, da imaš ali naj Spencer spije liter viskija ali liter pelinkovca. Za liter viskija obrni na stran 43. Za liter pelinkovca odloži mojo knjigo Ti barbar. Ja, to je bilo pa odlična stvar in me prav čudi, da danes ni več kaj takega. Dejansko, zdaj se te interaktivne so se preselile v polje digitalnih. Internet obstaja, Godler, mislim, da zaradi tega. Mislim, imaš, dejansko Lila Prap je še pred leti, mislim, da več kot 10 let je naredila eno zelo luštno 1001 pravljica, kjer je zmešala tako ful nekih pravljičnih likov in skačeš naprej nazaj. Drugače, jaz pišem knjige. Ampak ti imaš pa najboljšo opremo za tipkat, pa ne pišeš knjig, ne? Kar je kar škoda. To je res, to je kar žalostno. Bom napisal knjigo, če jo lahko, mislim, v glavnem. Ne, a lahko samo reklamo naredim za Bright Monkeyja, zato ker jaz te razumem ta moment. Resmo, pižamc ti pišeš v Wordu, kar je meni kar kriminal, v resnici, ampak vemo, Besana in to vse smo. Se jaz tudi pol dam v Word. A v Word? Besana, Amebis Besana, pač jaz tipkam, ne, pač lejte, pač to so safalade, ne, in kad to proba nekako približen zadet uno črko, ne, je zelo fino, da kad tipkaš, da se ti lepo tam podčrta, da reče, lej model, ne znaš tipkat. Ne. Ti si pa pač klavir igral, tako da, I guess. Jaz imam zelo drobne rokice. Zelo pride prav in hitre. V glavnem. Ne, hotel sem reči, jaz članke pišem. Amater, res je. Kje pa lahko prebiramo tvoje članke? Je to mogoče v reviji Jazbina? Res je. Kje lahko dobimo to revijo? Na internetu jo kupaš, ampak pride fizična stvar. A nisi rekel, da imamo internet, pa da je vse fajn? Lahko jo tudi kupaš v PDF. Pa Apple Store. Lahko obstaja. Ne, hotel sem reči, jaz kar pišem pa v enem programu, to vsakič, ki imam šanso omeniti, tako da vam to zdaj omenil, ki se mu reče Bright Monkey, ki ga dela en Slovenc, Istok, in je v bistvu res za pisatelje app, ker je pač tako narejen, da ko pišeš, v bistvu dobiš samo po defaultu belo, lahko si naštimaš karkoli in ni tako kot pri Wordu klipija zraven in vse ostalo. Tako kot IA Writer. Že koliko writer. časa ti nisi že Worda uporabljal? Zelo dolg. Vem, klipija že nekaj cajta ni več, ampak tako, pa ta trkovi tisti na vrh, ki so res ta Bright Monkey je pa res cool in ga tako, pač isto ima tam tudi neke testimoniale na page, brightmonkey.com najbrž, no. In je v bistvu zastonj verzija, pa če mu daš nekaj denarja, ti da pa kodo, pa dobiš še ene dodatne zadeve, ampak ima tako ene par testimonialov od tako nekih avtorjev, resnih, ne tole, pač neki ljudje, Angleži, Američani, ki služijo od tega, ne, še enkrat. In kao, da ful to uporablja in je res super program in jaz sem še avtizmu pisal, ne moram več v ničemer drugem pisati, ne. In tam je tudi tako, mislim, valjda lahko brišeš, ne, ampak je pa dejansko, jaz, ko se usedem, jaz imam ta monitor, imam, ne, ta širok, brez zaradi montaže, ampak tudi, ko pišem, imam samo to odprt in je v bistvu sam fleha pred mano, pa tak fon praktično. In pa greš tako po vrsti pa do desne. Ne, to lahko pol malo resizlaš, to ni taka. Ne, res, pa tako je narejeno, da si lahko snipete shranjuješ, veš, če si nekaj napisal, pa veš, da boš pol uporabil, tako res je fajn. No? Lahko to besedilo potem tudi izvoziš, Anže?
Lahko, in kar je fajn, je, da v Write Monkey, jaz mislim, pišem v Markdownu, to nam razlagal, ampak kar je fajn pri Write Monkey, je, da v bistvu dela samo s plain tekstom. Tako da, kad ven spravaš, si v bistvu samo plain tekst naredil, ne tako kot Word, ki da zraven še toliko ene kode, da lahko, ne vem, v Bangladeš raketo pošleš, če se naučiš programirati. Tako da, ja, res je to. Tle je pa res plain tekst, pa tekst file na koncu vam pade. Tako da, kad bom knjigo pisal, bom v tem pisal. Moja bo imela pa 14 delov bo. In vsak del bo imel vsaj 4 strani. Dobite pa tako, kam s fotokopijami hodil po centru. No, Že in čudežna tipkovnica. mehanska. Tako, zdaj pa bi odprl še debato, da gledalke in gledalci, ki vprašajo nas, dokler smo še na voljo in živi. A to je bilo mišljen, a to en majk damo? Kako bomo to naredili? Ja, majk, pa če ima kdo kaj za vprašati, lahko to naredimo? odpremo kakšno zabavno polemiko na kakšno temo. Tako da, Kada smo... A bi kdo... Dajte Jure, tako, daj nekaj težiti, da vprašamo ja, najprej. da vprašam. Dajmo ne biti slovenski... Izvoli. Poleg tega vprašanja... Ne, no, kle smo, knjige je pisal, dajte mu... En naj mu Za naredil knjige slugo... vsake honorarja En naj dobi. mu naredil slugo, pa kaj v knjigah vpraša. Ne, pa se lahko nasplošno o ustvarjanju, o branju, o žanrih. modi. O modi. O modih. Eden ne roko dvigne. Noben. Da ne bo ta slovenska. Ne nehamo, en bo vprašal neki, mamico vam vprašal. A slediste z PR-ovcem zmenili? Ja, dej. Ne, to žalo, kar ne sme vražati, to ne vala. Nekdo na ključen mora nekaj vprašati. Če se delamo kle v tišini drugače, lahko pejte. Ne, sej če noče. Ne, zdaj žalimo, čakaj. Da ne nekaj prosim, ne roko dvigne. Evo, dej, ne, Okay. viš, pa kaj en začne, ta še ta še v redu je. Dobar dan, jaz bi sam, kakve ure kaj nosite? Ure? Ja. Mislim, da je bil to signal, da gremo dol. Pižanc, jaz za vse tri, a lahko jaz povem, kaj imamo, pa lahko pižanc, pa vsak gre v podrobnosti. A jaz bom vedel, kaj je tvoja ta. Kaj ta je celo moška, to je kar okej. V glavnem, pižanc pa zdaj je Apple Watch. Ja, jaz moram reči, živo Nik gleda pogovor na YouTube. Lepa. A to na YouTubeu? Ja. Se si podpisal? To je v bistvu ta teden, za ta teden. V glavnem, Apple Watch. pižanc ima Apple, ampak ti imaš enega skagna, ne? Enega skagna imam. Ja, enega skagna. Baterij nisem menil že par let. Ok. Kaj imaš ti? Zdaj? Rolex Explorer. Čakaj, Nik Škrlec ima vprašanje. Čakaj, ok. Ti povej, jaz Ti bom imaš pa... Rolex Explorerja zdaj? Ja. Čist novega? Ja. Prodal si kjero ledvico? A to dajo na planetu? Kaj imaš pa ti, Anže? Jaz imam pa Unimatica. En mikrobrand, res fajn, Unimatic. Pogooglite, res fajn ure. Okay. Kaj je vprašal Škrlec, Nik? Ne vem, čakam, če se pa natipka, ne. Što je to, imam vprašanje, pa... Imaš še kdo vprašanje, kakšno? Ja. To je bil odgovor. Let je bil prebit, prvič, drugič, tretjič. Dej, ker prid, ker smo šarlatani, prid povzam. Tam je mikrofon. Sam neki to nared, kaj je on naredil, kaj je piskal. Ja, tam piska. Ja. A je možno dobiti podpis na knjige, ker jaz ne izmed tistih, ko ima čisto vse vaše knjige. Aha, z veseljem. Še poljubil jih bom. Čakaj samo, koliko vas pa je v Facebook grupi vseh? A sploh ni Facebook grupa, sam grupen chat je, ne rabite. Z veseljem, bom. Evo, Nik Škrlec sprašuje, Jure, zate vprašanje, ali razmišljaš o scenariju za film po knjigah? Očitno pač Nik hoče igrati, ne? Ja, da, ne, on je idealen za... Za Čuka? Ne. Ne, za glavnega junaka. On bi, ne? Ja, absolutno. A bomo Luzarja poklicala, se že Ne, težava je, ker ti bi sebe hodil noter pol, ne. A bi imel samo cameo v filmu, ali bi hotel biti... Jaz bom sam nekaj rekel. Problem tega je, da bi bili to filmi. Mene zelo moti... Več bi jih bilo, to je težava. Ne. Pač po defaultu je pa prvo toliko uspešen. Zdaj moramo pa še 13 narediti. Meni je to grozno, ker se včasih vzame en roman
in se iz njega naredi serija 6 ali pa 10 delov. Ja. Ker več kot očitno ni dost mesa noter za 6 pa 10 Se pravi, delov. priznavaš, Te 3 romani bi bili recimo za 6-delno serijo. Recimo, ja, Ja. to pa ja. Ne moreš pa z tega 6 delov, pa z tega. Z tega lahko en film, A je to en pa film. lahko? Ja, lahko, ampak problem je, da se to dogaja v eksotičnih lokacijah. To je... Ja, pa sej imamo green screen. ja. Ne, green screen. A zdaj boš rekel, da na planetu, da dejansko imate tam vzad vse une gradove, pa... Ja, tvoja kulisa. Ti boš tam gor, ti bomo dali, kje se to dogaja? Kje je to? Vse v Krško, snojte sprav v Krško. Krško je super, V Krško ker te Škrnec je sprav. tako dol. Bo ful manj za potne stroške? A veš, tako da lahko začnemo s tem Krškim. Ker vem, da je razmišljal o tem, ker vem, da si razmišljal o teh hipotetičnih filmih, ampak si razmišljal. Ne, nekaj. A bi hotel, da imajo gremo reči, da se najde, nekdo umre, neki industrialec v Sloveniji in pusti, jaz hočem, da se naredijo filmi po knjigah Jureta Godlerja. To je v moje, ostalo dam pa mački. Pač to, en tak človek. Okay? Sam problem je, veš, kaj pa pogruntamo, da je zapustil točno 500 evrov. Dost. A bi hotel, da se filmi imenujejo, pač da so naslovi tako kot knjige, ali bi pustil unmu režiserju, ki bi to prevzel, ne, da bi dal drug naslov, a razumeš? A parodijo na parodijo? Ali Ne parodijo, parafrazo na pač parafrazo? bi rekel, zelo banale, bomo dali nekaj drugega, ki je povezan z zgodbo, ampak ali bi pustil, ne bi pustil, to bi bilo v pogodbi, bi bilo v lahko. pogodbi. Ni mi mar, sem plači. Mislim, a je to Najdeš pošteno? kazino banal in je to potem v resnici posnamejo socialno dramo o težavah, pač o stranpoteh igralniškega biznisa, kjer ljudje, ki so že tako zapadli depresiji in slabim življenjskim razmerah v upanju na neko odrešitev dan za dnem, katatonično preživljajo svoje ure za igralnimi avtomati in pričakujejo odrešenje, ki ne pride. Ja. Pa dvema, unima Spencer, pa Novak je dvema ime, pa ti dobiš sam characters by Jure Goldler. Rešen. Ja, ne, kar se meni In fora je tiče, pač, da prikaže vso banalnost te industrije. razlika je sam ta, da se Kaj to tole... pa bi bilo za Prešernovo nagrado? A bi bilo to? Ja, okej. Ker Koliko razlika pa je... misliš, koliko misliš, da bi stal, recimo, za ta prvo, Ja. ne, koliko bi stal film? Tvoja maksimalna vizija. Tale se dogaja relativno v Sloveniji, oziroma v celoti v Sloveniji, Ja. tale se dogaja pa v Avstriji, v Italiji. Se pravi, ko greš v Londonu. shopping, posnamaš spotoma. Ja. Ja, Pač greš Avstrija- te snimat, pa rečeš, a lahko Jaz bi sam, skočiš. lej, ne vejo vsi, Avstrija je sam čez mejo. Italija je pa levo čez mejo. Tako da, Ja, ampak- eksotične lokacije. Ampak tudi Ja. Avstrija in Italija imata skupno mejo in sploh ni treba Sploh ni vmes treba nazaj v nikamor iti. Slovenijo hoditi. Najameš eno tromejo, pa si rešen. Pod koren. Ne, pa si, okay, še imamo, a smo eno kucajt. Ja, čestnik je naprej. Pa to forum odpreti. A še imaš še kdo? Aha, Vprašanja so, evo. vas res ne bi Mislim ste. Pa tudi, evo, gospodična bi vprašala. Ja, tle, ja, tako, ja. Ne, ja. Ja, mislim, da si vsi pisateljski poklic tako precej romantično predstavljamo. Kako se dejansko zgodi knjiga? Pač, a ti že veš, da boš izdal knjigo čez pol leta in pa se moraš usesti in to napisati? Ali ti imaš to nekje vse v glavi in potem to spesniš in si pošlješ v založbo in so oni tako, to je super in evo. A lahko To jaz drugo se prevzamem? nikoli ne zgodi. Ne. Hvala za Mislim, kad meni vprašanje. rečejo za knjigo, jaz rečem ne. Ja. In zato Ne. mojih še niste brali. Hvala za vprašanje, dobro vprašanje. Brez deadlina ni nič. To mislim, da je že povedal Jonas Žnidaršič, nekdani zabavljač, zdaj poslanec. Je rekel, brez deadlina ni nič in če nimaš deadlina, če nimaš jasnega cilja, jasnega dela, kaj se bo zgodilo, je po moje brez veze zgubljati čas. Jaz mislim, Boštjan, se boš me podprl? Jaz bom rekel, deadlini so ful luštni. Ful so dobri, kaj gledaš v zvratnem ogledalu. Kako se oddaljujejo počasi za obzorje. Medtem, ko ti bolščiš v prazen ekran, In se v s klipijo katerem odsevajo. pogovarjaš. Ja, in igraš Hearthstone. Čak, še eno vprašanje. Ti si pa, alo, Kar zdaj Hans, sam majko zemlje, Slovenski klasiki definitivno bojo, sam ne upam pa postaviti deadlina. Ja. Tako da ne, mislim, plani so.
Ampak, A ste videli? Ja. In pa mi, ne, ker ljudje mislijo, on to sanke v javnosti. Ne, tako je. Če je sliko. ja. Tako da mogoče, katele naslednje 3 otroške, ki jih imam zdaj, splaniranem verjetno hotel spet mogoče malo bolj odraslega, pa ravno zanj sem si, pač dejansko si skozi, ko prihajajo neke ideje, delam zapiske, kaj bi lahko, ampak pa se pa vmes že itak, ne vem, družabna omrežja 3-krat zamenjajo in nisi več relevanten. Ja, a ima še kdo kakšno vprašanje? Aha. Kaj da? Kdo je delal ilustracije? Ja, kdo dela ilustracije in zakaj jih ni Hana? Ilustracija je naša oblikovalka Janja Baznik. No, zdaj veš, koga pretepst. Tako da. To je Aha, še tamle? barvito. Ja, da bi otroci jedli zelenjavo. Jaz ne morem tega otrokom pisati, ker mi ne bojo verjeli. Moraš biti iskren, moraš biti iskren. Ne morem jaz reči, že otroci, kislo zelje, ohrovt. Pa vzad na skrivaj, jem en hamburger in pa me slikajo in jaz sem sramočen. Ne, objavili so Slovenske novice, promotor zdrave hrane na skrivaj pojedel 368 kalorij v enem grižljaju. Veš, kaj mi je najbolj, da Ne, za zdravo hrano rečete Žigu X Gombaču, on je straight edger, on je vegan, on ne otroke v zdravi hrani, ker je, pa on laufa veliko, pa kako ga mesna industrija začela loviti in bo lahko šel. Meni je všeč, da mi trije bogatimo program knjižne. Ne, sej sem se hotel Ja, sej zahvaliti. vidiš, veš, kaj pride na gospodarca in Imamo pol je še to. jaz ne grem kažem, že imamo še kdo Ja, ampak kakšno naslednji vprašanje. se morajo Ne, hotel sem, postaviti. moraš še naslednji postaviti. Hotel sem se predvsem zahvaliti za priložnost, da smo lahko na Nama. slovenskem knjižnem sejmu, ki je na nek način erotic days za intelektualce. Na nek način. Ko se ena vrata O moj bog, Jure, Tako da, ko pa bo to, erotik, se pravi kaj? Ne, a veš, pod katerim imenom on nastopa? Buko si, Fredi. Ne, ko pa bo erotik, da smo pa spet mi trije tam na panelu. Ne vem, zakaj. A to je to? A zdaj, Ja, tako da če bi še kdo ki vprašal, če ne pa. Ja, še kakšna roka, drugač pa gremo. To je to več. ali manj. Mislim, da smo dobro zaključili, zaokrožili, Ja, pustili vprašanja odprta. ja. Drugač pa Primus ima tamle, čez, ne, Ja. pa Jure bo tam, pa bo podpisal koron. Koliko pa je ena knjiga? Koliko je? Koliko stane? Aj kaj popusta zdaj na sejmu? Je, popust se, 20%. 20% popusta na sejmu. Pa dajte za stol to. poštnina, tako da Koliko pa stane? dvojna zmaga. Koliko spiše to? O moj bog, Koliko kjera stane? huda fotka zadaj. O moj bog, to je... 25 evrov. Ampak gled to fotko, kjero dobiš, že sam fotka je vredna 30 evrov. Lej, že sam fotka je vredna 30 25 ti evrov. kradeš ljudi. Nekaj to... Anže spet papir je- se je podražil, veš? Ja, to je res. To je res. To je res. Tako da hvala vam vsem, Ja, da za ste prišli. opozovalnico za 4 evre hotla. Ne? Ja, A ja, En te kliče. jaz imam sam še... A nehaš? Jaz bi sam še eno stvar, to je zdaj samo uzurpacija, ker smo kle, pa ker jaz tam delam. Anže, samo za kratek čas. Da se voliti, pa RTV, pa referendum, tako da če niste šli, pejte, pa za. Tako da sam to sem še hotel reči. Čau. Lepo se zabavajte.